Stojna višina. No, stojna višina bi lahko bil eden od nakupnih razlogov, zakaj izbrati Renaulta Kanguja. Namreč, ta avtomobil, kot vidite, je tako zelo prostoren, da se je moj 6-letni sin tukaj zadaj kar sprehajal. Seveda je bilo, ko smo mirovali, ne med vožnjo. Ampak pomembno je, da tukaj zadaj se mu ni bilo treba kobacati čez sredinski greben, kot ga poznamo pri limuzinah in pa karavanih. Se pravi, Renault Kangoo je sicer mali kombi, ampak lahko bi mu rekli kar avtodom za tamale oziroma mali avtodom. Ampak, če vemo, da mu je ime Kangoo, to pomeni, da vemo tudi, da bo imel zelo, zelo velik prtljažnik in seveda v tem primeru gre za več kot 700 litrov in seveda vse to že vemo. In tudi vemo tudi, da bo ta prtljažnik izrazito kockast, da bo seveda zelo uporaben zaradi te kockaste svoje oblike. Seveda vsakeč, ko smo kaj tovorili, pa magari na dopust, smo to zelo, zelo cenili. Torej, da je Kangoo prostoren, to že vemo, zato ker tako je že vse od leta 1997, torej že skoraj 30 letja poznamo ta mali kombi, ki ni samo za poštarje, že več kot četrt stoletja poznamo ta mali kombi, ki je tudi za družine. Torej, ta tretja generacija Kangooja pravzaprav ne prinaša nobene nove ideje, gre pravzaprav za evolucijo. Seveda, ta evolucija je še malce bolj osebne narave, kot pa recimo gospodarske. Je pa seveda treba vedeti, da vendarle gre za kombi, ki se recimo v ovinkih malce bolj nagiba, pa recimo na avtocesti je avtomobil malce bolj glasen, pa seveda včeraj, ko sem se vozil na desnem zadnjem sedežu, sem v tem avtomobilu dodobra občutil kakovost slovenskih cest. Ampak potegnjeno pod črto, ta avtomobil zelo, zelo dobro opravlja tisto vlogo, ki mu je bila zaupana. Namreč, ta avtomobil seveda ne kupimo zato, ker bi nam bil tako zelo všeč, ampak zato, ker ga pač potrebujemo. In potrebe so bile tudi tiste, ki so ta avtomobil sploh pripeljale zdaj spet v Slovenijo. Namreč, ta avtomobil je Renault predstavil že konec leta 2020 in zadnje leta ga je Renault v Sloveniji ponujal samo za posel, ne pa tudi za družinsko rabo. Menda naj bi bilo v Sloveniji premalo takšnih družin, ki bi si takega avtomobila v bistvu želeli oziroma bi ga potrebovali. Zdaj pa so se razmere vendarle spremenile. Danes namreč je težko kupiti za spodoben denar avtomobil, ki bi zadovoljil potrebe družin. Malce je seveda razlog zaradi dviga cen, avtomobili so postali bistveno bolj nedosegljivi. Po drugi strani pa tudi zmanjkalo je kar naenkrat ponudbe. Namreč tudi tisti tekmici, ki so bili še do nekaj let nazaj dosegljivi, danes obstajajo samo še v električni verziji. In seveda elektrika pa je marsikaterega Slovenca tudi zelo, zelo razjezila. No, saj Kangoo je v resnici tudi na voljo kot električni avtomobil. Ampak, ko ste nas tako množično ustavljeni na ulici in spraševali o tem avtomobilu, je bilo zelo hitro, zelo očitno, da je pravzaprav klasičen, stari, dobri dizelski motor v tem Kangooju pravzaprav Kangoojeva zelo, zelo velika konkurenčna prednost. In čeprav ta motor pravzaprav ni nič posebnega, pravzaprav tudi je nekoliko dolgočasen, pa še povezan je s klasičnim, tudi dolgočasnim ročnim menjalnikom, ampak pravzaprav ta avtomobil nam omogoča, da vendarle lahko. In ta lahko je pravzaprav bistvenega pomena v primerjavi sploh z električnimi avtomobili. Namreč s tem avtomobilom lahko gremo recimo tudi na drug konec Slovenije, če se recimo zgodi neka nepričakovana potreba, da je treba na hitro nekaj odpeljati, mi pa imamo recimo prazno zalogo energije. Seveda, če bi bil to električni avtomobil, bi ga seveda morali najprej napolniti in seveda to nekaj časa traje. Pa tudi, ko gremo s tem avtomobilom na sobotni družinski izlet, recimo po zimi, se s tem avtomobilom ne potrebujemo obremenjevati z dosegom, kajti ta avtomobil se s polnim tankom odpelje več kot 700 oziroma tudi več kot 800 km stran. No, zaključimo pa še enim lahko. In ja, lahko sem zadaj namestimo 3 otroke v 3 otroških sedežih. Smo preizkusili in preverili, pa vas zdaj vabimo, da kliknete in pogledate.